Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami. Lepo pozdravljeni danes tukaj na Sveti gori
pri maši za domovino ob državnem prazniku odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. Lepo pozdravljen gospod škof Peter Štumpf, prvič med nami, praporščaki, veterani in drugi ljudje. Zavest o domovini je treba gojiti. Ni sama po sebi umevna in ne glede na politične razkole je to nekaj tistega, kar nam lahko prinese prihodnost. Moliti za skupno blaginjo je človeka vredno. Še toliko bolj, če to Bog blagoslavlja. Da bodo naše molitve pred Bogom dosegle svoj namen, iskreno premislimo in se poklesajmo za vse, kar smo dobrega opustili ali slabega storili. Vsemogočnemu Bogu in vam, brate in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih. Mnogo dobrega opustil in samega snovil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. O Bog, neskončna modrost, Ti se čudovito rejaš in vodiš. Usliši nas, ko te prosimo za našo domovino, vsem, ki so odgovorni za skupno blaginjo, nakloni pravo modrost, nam državljanom pa daj poštenje, da bosta med nami sloga in pravičnost in bomo tako živeli v miru in blagostanju. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekoma. Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, zdaj ni nobene obsodbe za tiste, ki so v Jezusu Kristusu. Postava duha, ki jo oživlja v Jezusu Kristusu, me je oprostila postave greha in smrti.
kar je bilo namreč postavi nemogoče, ker je bila zaradi mesa slabotna, je storil Bog. Poslal je svojega sina v podobi grešnega mesa in zaradi greha in je obsodil greh po mesu, da bi se to, kar zahteva postava, spolnilo v nas, kateri ne živimo po mesu, ampak po duhu. Tisti, ki živijo po mesu, namreč mislijo na to, kar je mesenega, kateri pa po duhu na to, kar je duhovnega. Meseno mišljenje je namreč smrt, duhovno mišljenje pa je življenje in mir. Meseno mišljenje je namreč sovraštvo nasproti Bogu, ker se ne pokorava Božji postavi, saj se niti ne more. Kdor živi po mesu, se Bogu ne more priljubiti. Vi pa ne živite po mesu, temveč po duhu, če v vas prebiva Božji duh. Ako kdo nima Kristusovega duha, ta ni njegov. Ako je pa Kristus v vas, je sicer telo izročeno smrti zaradi greha, duh pa živi zaradi opravičenja. In če v nas prebiva Božji duh, ki je Jezusa obudil od mrtvih, bo on, ki je Jezusa Kristusa obudil od mrtvih, tudi naša umrljiva telesa oživil po svojem duhu, ki v vas prebiva. To je Božja beseda.
in s tvojim duhom. Iz svetega Evangelija po Luku. Tisti čas je bilo nekaj navzočih, ki so Jezusu poročali o Galilejcih, katerih kri je Pilat pomešal z njihovimi daritvami. Odgovoril jim je: ali mislite, da so bili ti Galilejci, zato ker jih je to trpljenje zadelo, večji grešniki kot vsi drugi Galilejci? Ne vam pravim. Toda, če se ne spokorite, boste vsi enako pokončani. Ali onih 18, ki je nanje padel stolp pri Siloji in jih pobil, ali mislite, da so bili ti bolj krivi kot vsi ljudje, kateri prebivajo v Jeruzalemu? Ne vam pravim. Toda, če se ne spokorite, boste vsi prav tako pokončani. Povedal pa jim je tole priliko. Nekdo je imel v svojem vinogradu vsajeno smokvino drevo in je prišel iskat sadu na njem, pa ga ni našel. Rekel je vinogradniku: glej, 3 leta je, kar hodim iskat sadu na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj jo torej, čemu še zemljo izrablja? Ta pa mu je odgovoril: Gospod, pusti jo še to leto, da jo okopljem in ji pognojim, če potlej obrodi sad. Če pa ne, jo boš posekal. To je Kristusov evangelij. Kristus. Spoštovani duhovniki, spoštovani veterani vojne za Slovenijo, predstavniki vojske, družbenega življenja, dragi bratje in sestre. Res mi je v čast, spoštovani možje in žene, vi, ki ste izpostavili svoje življenja, da smo mi lahko danes svobodni, živimo v miru in blagostanju, da sem lahko danes z vami in da za vas in skupaj z vami obhajam to sveto mašo. Sveta Sveta Gora priča mnogih milostnih posredovanj Mater Marije pri Bogu, nas tudi tokrat sprejema kot romarje upanja za našo domovino. Pred 34 leti je naša država postala suverena. Takrat smo zadihali na polno. Zaživeli smo povsem na novo. Vedeli smo, da sedaj smo pa zares sami svoji. Nihče nam ne bo gospodoval. Kar bomo ustvarili, bo naše. Kar bomo delili z drugimi, bomo iz presežkov in etičnih nagibov solidarnosti. Pred nami je bila prihodnost, ki ponuja svobodo in razvoj. Pričeli smo skupaj, da bi ostali skupaj, kot en narod, kot ena država. Izbrali smo pot novega življenja. Takrat je bila Slovenija zgodba o uspehu, tudi za tujce. Postali smo model mnogih vizij in napredka. V katoliški cerkvi smo ves čas opozarjali, da smo kot narod majhni. In če smo majhni, moramo poskrbeti za razvoj življenja. K temu nas zavezuje Jezus, ki pravi, da je prišel zato, da bi imeli življenje
in ga imeli v obilju. Pokazano nam je, da ima življenje neprecenljivo vrednost tudi v trpljenju in smrti. Bolečino in ponižanje na križu je sprejel za svojo, da bi nas opogumil in okrepil, ko bo tudi za nas prišla ura preizkušenj in strahov. Vstal je od mrtvih, da bi v njem stali tudi mi. Ponudil nam je vsakodnevno bližino v sveti Evharistiji. V današnjih težkih in negotovih časih močno občutimo grožnje velikih zlohotnih sil. Na vrata Evrope trka nepredstavljivo nasilje. Vemo, da Slovenija ne bo nobena izjema, če bo udarilo. Upamo na našo vojsko, ki nam je zvesta v dobrem in slabem. Upamo na pogum vseh državljanov. Upamo na solidarnost, ki je v Sloveniji pregovorna. Dobro je, da upamo. Pravijo, da upanje umre zadnje. Vendar pa tudi upanje mora imeti pametne in tehtne razloge, da ni naivno upanje. Ne moremo upati na mir in varnost pred velikimi agresorji, hkrati pa zavrniti življenje v njegovih najbolj ranljivih oblikah, kot so nerojeni otroci, bolni in ostareli ljudje. To bi pomenilo dvojna ravnanja, ki so moralno nedopustna. Glejte, življenje nima večje ali manjše kvalitete, nima stopenskega razvoja in pravic. Bog daje življenje vsem po enaki meri in dostojanstvu. Življenje nerojenega otroka ima isto kvaliteto in dostojanstvo kot življenje odraslega človeka. Življenje nam je podarjeno, da ga zavarujemo in negujemo pri sebi in pri drugih, še posebej najbolj ranljivih in nezaščitenih. V Evangeliju smo slišali Jezusovo priliko o smokvi, ki od sebe ni dala nobenega sadu. Lastnik vinograda ji je dal 3 leta priložnosti, pa nič od nje. Vinogradniku je dejal, naj jo poseka, vendar je vinogradnik vztrajal, naj lastnik počaka še 1 leto, da jo okoplje in pognoji, in če takrat ne bo rodila sadu, jo bo posekal. Bog je gospodar, ki ima veliko potrpežljivosti, čaka v nedogled, daje milost in svojo pomoč, ne zahteva veliko, dovolj mu je minimum, pričakuje vse voljo, da bi živeli, kajti samo nekaj, kar je živo, lahko daje sad, kar je mrtvo, je pač mrtvo. Tudi v Jezusovem času je mnogo ljudi umiralo zaradi nasilja in nesreč, pa zato niso bili nič krivi. Pilat je pobil Galilejce in njihovo kri pomešal z njihovimi daritvami. Stol pri Siloji je pod seboj pokopal 18 žrtev. Tragičnosti nas zmeraj opominjajo, naj bomo budni, ker ne vemo ne ure in ne dneva, kdaj se lahko tudi nam zgodi hudo. Jezus vabi k pokornosti. Gre za način gledanja na življenje, ki se ne baha s svojo močjo, temveč se daje na razpolago Bogu in ljudem v delih, ki jim pravimo, da so spokorna. Iti v obrambo domovine, to je spokorno dejanje. Ko dam svoje življenje za druge, da bi živeli, to je največja oblika spokornosti. Apostol Pavel opozarja v pismu Rimljanom, da tisti, ki živijo po mesu, mislijo na to, kar je mesenega, kateri pa po duhu mislijo na to, kar je duhovnega. Meseno življenje je namreč smrt, duhovno mišljenje pa je življenje in mir. Meseno je to, kar ni od Boga in nasprotuje Bogu. Duhovno pa je to, kar oživlja in daje večno življenje. Božji duh, ki je budil Kristusa, bo k stajenju budil tudi nas. Samo Božji duh lahko daje pravo spoznanje o tem, kako je treba prav ravnati tudi takrat, ko ne vemo, kako bi ravnali.
Potrebna je molitev, veliko molitve, da dobimo takšna spoznanja. Mesena spoznanja jo iščejo poti, ki vodijo mimo Božjega duha in zato vodijo stran od življenja. To lahko razumemo samo v duhu spokornosti, ki presega ozke želje in interese in gleda na obljube večnega življenja. Dragi prijatelji, v nebesih se bodo videli narodi, ki so ljubili in negovali življenje vsakega in vseh. Niso delali izjem. In dobri Bog naj bo milosten, da bi bili Slovenci med temi narodi. Zato molimo in zato tudi delajmo. Amen. Bratje in sestre, danes veseli in hvaležni slavimo nebeškega Očeta, ki nam je dal zemeljsko domovino, državo Slovenijo, njega, od katerega je vsak dober dar, z upanjem prosimo. Podpiraj Cerkev na Slovenskem, da bo zvesta svojemu poslanstvu sodelovala z vsemi ljudmi dobre volje. Prosimo, da usliši nas. Usmerjaj voditelje slovenskega naroda, da si bodo prizadevali za pravičnost in mir v naši državi. Prosimo, da usliši nas. Vlij našim družinam ljubezni in razumevanje, zakonce pa podpiraj, da bodo zvesti in odprti življenju. Prosimo, da usliši nas. Navdihuj slovenske kulturne delavce, da bodo črpali navdihe za svoje ustvarjanje pri tebi. Prosimo, da usliši nas. Razsvetljuj vse, ki vodijo gospodarstvo in spodbujajo znanost, naj služijo človeku in njegovemu razvoju. Prosimo, da usliši nas. Blagoslovi delo vzgojiteljev in učiteljev, da bodo pri vzgoju otrok in mladih ravnali v duhu ljubezni in spoštovanja. Prosimo, da usliši nas. Pomagaj vsem, ki v naši domovini trpijo zaradi krivic, pomanjkanja ali zapostavljenosti. Prosimo, da usliši nas. Sprejmi k sebi v svoje nebeško kraljestvo vse tiste, ki so karkoli dobrega storili za našo domovino. Prosimo, da usliši nas. Nebeški Oče, vari našo domovino in vse njene prebivalce, usliši naše današnje prošnje in daj, da bomo uživali sadove Tvojega blagoslova po Kristusu, našem Gospodu.
Molite, bratje in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Dobri Bog, posveti te darove in tudi nas sprejmi v duhovno daritev, da bomo vsem ljudem prinašali Tvojo ljubezen. Po Kristusu našemu Gospodu. Gospod z vami. Kviško srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da se Tebi, Sveti Oče, vedno in povsod zahvaljujemo po Tvojem ljubljenem Sinu Jezusu Kristusu, Tvoji besedi, po kateri si vse ustvaril. Njega si poslal, da bi nas osvobodil in odrešil. Postal je človek po Svetem Duhu in se rodil iz Device Marije. Da bi izpolnil Tvojo voljo in Ti pridobil sveto ljudstvo, je v trpljenju razpel roke na križu, premagal smrt in razodel zmagoslavno vstajenje. Zato oznanjamo Tvojo slavo z angeli in vsemi svetniki in združeni z njimi pojemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem tudi te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vira. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo Ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, Jožeta Rušta in staršev Černigoj, vseh padlih za domovino, in vseh rajnih, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, njenim možem, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu s Kristusom in Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse vike vekov. Za Gospodovo molitvijo nebeškemu Očetu priporočimo varstvo, blagoslov našo domovino Slovenijo. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno vodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali grehe in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoje je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom se rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, naj bo vedno z vami. Podajmo si roke, znamenje miru in sprave.
Glejte Jezusa, jagnje Božje, on odjemne grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci mi besedo in ozdravljena moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Spoštovane udeleženke in udeleženci svete maše tu na Sveti gori, v počastitev dneva suverenosti, obeležitev izgona zadnjega vojaka JLA iz Slovenije in počastitve padlih vseh vojnah na Slovenski. Brez pokončnih ljudi ne mora biti pokončnega naroda. Brez ljudi, ki so pripravljeni v trenutkih skupnih stisk zastaviti svojo ustvarjalnost, znanje, pogum in, če je potrebno, tudi svoje življenja za skupno dobro, ne bi bilo varne, samostojne, svobodne in demokratične Republike Slovenije. Pred 34 leti smo po dolgih stoletjih dokazali,
da smo državotvoren narod. Tedaj je bilo potrebno sprejeti neenakovreden boj in tem boju zmagati ali pa umreti. Tedaj je bilo potrebno imeti pogum, iti zmagi nasproti. Tedaj smo imeli hotenje, znanje in pogum. Zato se nam zmaga ni mogla izmuzniti. Zato so sedanji dnevi spomina in ponosa na čas, ko nas je domovina potrebovala. Osamosvojitev slovenskega naroda je bil epohalni dogodek in edini čas, ko nas je gledal in občudoval ves svet. V tistem času je zmagal slovenski človek s svojimi hotenji, dejanji, enotnostjo in ljubeznijo do doma, družine in domovine. Žal je tedaj bilo potrebno komaj rojeno državo braniti z orožjem, krvjo in življenji naših sobojevnikov širom Slovenije, kjer vojna pač dopušča le dve možnosti. Ena je odločnost, hrabrost, ljubezen in življenje. Druga pa strah, obup, sovraštvo in smrt. Mi smo tedaj izbrali prvo. Vzeli smo svojo usodo v svoje roke za dobrobit Slovenije in slovenstva. Ob tem se pa zavedamo, da smo pravo odločitev lahko sprejeli tudi zaradi vseh, ki so v dolgi zgodovini našega naroda darovali svojo ustvarjalnost, svojo pravičnost, svoj pogum in požrtvovalnost, pa tudi svojo osamljenost, osebno srečo in tisto najbolj dragoceno, svoje življenje. Vsem njim namenjamo našo skupno zahvalo, naše globoko spoštovanje in spomin. Spoštovani, pred 34 leti smo potrdili misel legendarnega vojskovodje generala Pattona, ki je zapisal: človeška duša je neprimerljiva z močjo orožja, ki ga uporablja. Samo ona, duša namreč, zagotavlja zmago. Konec navedbe. Z našo slovensko dušo smo zmagali, ker smo vedeli, kaj hočemo in kaj zmoremo za svoj narod in domovino. Sedaj pa vas vabim, da z minuto molka počastimo spomin na vse, ki so v vsej zgodovini za domovino darovali kri in življenja, pa tudi za vse preminule udeležence vseh vojn na tem našem slovenskem prostoru. Počakaj, ni, no, čas, prav. Naj jim bo večna hvala in slava. Dovolite mi, da se sedaj zahvalim vsem, ki so sodelovali pri pripravi, organizaciji in izvedbi današnje maše z obeležitvijo pomembnih aktivnosti naše preteklosti ter prijateljskega druženja. Hvala
koprski škofiji, vojaškemu vikarijatu, frančiškanom na Sveti Gori, župniškemu pevskemu zboru Podkraj, Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve. Hvala vsem predstavnikom lokalnih skupnosti in vsem, ki ste nas počastili svojo prisotnost. Poseben pozdrav namenjamo predstavnikom policijske organizacije Sever, Severno-Primorske, območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Brda, Kanal in Gornje Posočje. Spoštovani, vse prisotne pozdravlja tudi predsednik Vladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Hvala vsem našim članicam in članom za pripravljene dobrote. Prosim vas, da v skladu z možnostmi pri izhodu iz cerkve prispevate nekaj evrov v pripravljene zabojčke za kritje dela stroškov. Po organiziranem odhodu praporščakov vabljeni na prijateljsko druženje pred restauracijo. V imenu organizatorjev današnje maše vam želim vse dobro. Vabljeni na mašo za domovino leta 2026. Molimo. Nebeški Oče, bili smo gostje pri mizi ljubezni in edinosti, naj svojim delom, ki si nam ga zaupal, skrbimo za primerno življenje med nami in zaupanjem gradimo Tvoje kraljestvo. Po Kristusu našem Gospodu. Pred blagoslovom tudi z naše duhovniške strani zahvala vsem, ki ste prišli, zahvala tudi gospodu škofu Petru, ki je danes letos prvič med nami in upamo, da bo še mnogokrat. Zahvaljujemo se mu za njegove besede in kot že rečeno, ta sveta maša ima svoj poseben pomen. Ni zgolj nek dogodek, je izraz iskrene volje in želje, ki se je izrazila pred tolikimi leti. Čakamo še na katero uresničitev, ki bo to toliko bolj izrazila, vendar, če nas ne bo, se to ne bo zgodilo. Kot je že polkovnik Srečko rekel, hvala zboru, hvala vsem udeležencem, drugo leto se pa vidimo. Naj Gospod blagoslovi vas in našo domovino. Amen. Gospod z vami. Blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje. Razjasen naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv. Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite in živite v Kristusovem miru.
Vračam to darilo v imenu območnega združenja veteranov Nova Gorica. Darilo je pa gereza iz Prve svetovne vojne, podkev iz Prve svetovne vojne in ročna bomba je prazna in vse skupaj je urejeno, da se noter spravijo svinči. In tukaj je znak našega društva. Hvala vam za vse in upam, da se bomo Hvala še enkrat, da sem tu, da sem to darilo dobil. Torej, jaz sem učil obrambo in zaščito 3 leta. In sicer na gimnaziji Žaline kot študent teologije, tako da se malo razumem na te reči. In izpite smo delali takrat, ker ni bila priznana državno. Gimnazija, to je bilo tam 82 oziroma 83, 86 na državni gimnaziji v Ljubljani in sem si izposojal mine protitankovske, šolske, da sem jih nosil sem, da sem jih demonstriral in sem rekel, gledajte, protitankovska mina 74 kilopondov zdrži. Imel sem tudi šolski žigalnik, ampak jaz sem pozabil, da jaz imam pa 90 kil. Skočil gor in je žigalnik aktiviralo v učilnici, začelo goreti, ven vrgli. Zdaj, kako bo jaz zdaj, komaj smo rešili, ni to zgorelo tam, tista naša učilnica, kako jaz to naj na Poljanski gimnaziji nesem tako bombo, tankovsko vse, da je zmontirano, sežgano in rekel zastavnik, končno en, ki jemlje moj predmet zares. Naši dijaki bodo na izpitju imeli vsi 4 pa 5, sploh ni treba jih prihati. Ker bom že super živela. Hvala lepa. Hvala Bogu.